situaciji izpad iz parlamenta in kako naprej? Ali ima stranka dovolj energije, potencijala, kadrovskih idej, da se vrne nazaj, tako kot recimo NSI? No, zdaj, zakaj je izpadla, je več razlogov, težko jih je povedati. Recimo in ključen, ne? Jaz mislim, da ključen je bil ta, da so bile pač te volitve državno-zborske takoj po evropskih, in je bilo seveda potem tudi ta mal problem, da je pač bil predsednik evropski poslanc, ampak seveda ni to ključno, zdaj bi imeli tistih 400 glasov več, ali pa 400 glasov manj, bom rekel, ti razlogi za izpad so se nakopičili skozi daljšo obdobje. Zdaj, drugo vprašanje. Kako naprej? Ali ima dovolj energije? Stranka mislim, da ima dovolj in energije, in terenske organiziranosti, tudi ljudi. Seveda bo pa potrebno za ponovno preboj v parlament uporabiti neke nove ideje. Vi ste tako iz terena, iz kmetov doma, ne? Kaj tam ljudje, zakaj ne volijo recimo SLS? No, tam je pri tem problem, da ne grejo na volitve, abstinenca. Se pravi, ključno je to, da stranka dobi, da ima neke, bom rekel, določene nove prijeme, malo se treba drugače zorganizirati, in stranka ta potencial ima. Je pa seveda samo stranke same in od njenih članov odvisno in od vodstva, ali bo prišla ali ne bo prišla. Lahko se zgodi, da pride, ni pa tudi to, bom rekel, samo po sebi umevno, da je zdaj to kar jasno, bojo volitve pa bomo prišli. Ni rečeno, več stvari se bomo raznoskali. Imamo pa predlago, da je tako je težava. Pa je tu videti nekega novega predsednika, ki bi lahko ta voz potegnil? Mlajši, starejši, izkušen? Seveda mora imeti izkušnje, Fajn bi bilo, da bi bil malo neobremenjen, mora imeti pa seveda znanje, vizijo, karizmo. Pa je tak? Pa jaz mislim, ne bi pa še svojega favorita razkril. Dobro, ok, hvala.